Zaradi epidemije koronavirusa se je marsikdo od vas ta teden znašel na nepričakovanem dopustu. Verjetno ste si v prvi omembi besede dopust predstavljali, da boste sedeli v bazenu in pili koktejle, ampak dajte priznati, tudi to ima svoj čar, ko s familijo sedite na kavču, pa drugemu pijete kri. Kaj hočemo s ponedeljkom, je življenje v državi praktično obstalo. Poglejmo. Osamljen park Zvezda, zaprti frizerski saloni, v lokalih že odnašajo mize in stole, ulice so vse bolj prazne. Ja, splošna samoizolacija je v Sloveniji videti podobno kot 1. januar. Skoraj vse zaprto, ljudje so doma, pa neki se jih počuti slabo. Da je situacija resna, poleg zaprtja uradnih, kulturnih in izobraževalnih institucij, priča dejstvo, da je vlada zaprla tudi edine ustanove, ki jim Slovenci v stiski resnično zaupamo. Gostilne. Nisem si mislil, da bom kdaj izrekel te besede, ampak ja. Gostilne so zaprte. Od zdaj se ga lahko nalivate samo še doma. K sreči pa v Sloveniji ni zaprto prav vse. Odprte pa ostajajo prodajalne živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Z drugimi besedami, odprti so samo najnujnejši obrati. Trgovine za hrano in pijačo, banke za položnice in denar, ter trafike za rizle in tobak. Se pravi res samo za najnujnejše. K sreči pa v vsej državi obratujejo tudi poštne storitve, dostava paketov pa poteka tako, da poštarji ne čakajo vašega podpisa, pač pa paket položijo kar pred prag in odidejo. Na vas je torej vse po starem. Pošta se je za ukrep zmanjšanja osebnega stika med poštarji in strankami uradno odločila zaradi zajezitve širjenja epidemije, neuradno pa tudi zaradi preprečitve napadov ljubosumnih možev, ki so zaradi virusa po novem doma. Nenadejani dopusti in testi na koronavirus pa v tem času niso edine pozitivne stvari. Samoizolacija prebivalstva je namreč prinesla tudi nenadejano solidarnost med sosedi in to v večstanovanjskih blokih, kjer je do nedavnega za solidarnost veljalo že, če sosedu nisi zaparkiral avta. Ponekod so se na oglasnih deskah tako že pojavile brezplačne ponudbe dostave živil pred vrata. Posamezniki načrtujejo tudi tedenski obisk lekarn ter celo izmenjevalnico revij. Prav ste slišali, ne samo brezplačna medsosedska dostava hrane, v določenih večstanovanjskih skupnostih bodo ljudem na voljo tudi izmenjevalnice revij, oziroma z drugimi besedami, izmenjevalnice virusov. Dobrim delom se sicer pridružuje vse več posameznikov, nekateri tudi prek spleta. Vključuje se vse več posameznikov, nekateri tako, da kar preko Facebooka naravnost iz dnevne sobe vodijo vadbe, ponujajo brezplačno meditacijo ali pa prek spletnih seminarjev razlagajo, kako se učenja na domu lotiti na inovativen, predvsem pa zabaven način. Da vseh, ki te dni prepevajo na balkonih in na tak ali drugačen način dvigujejo moralo, niti ne omenjamo. Ljudje se torej povezujejo kot že dolgo ne. In ne morem biti edini, ki ni opazil, da ta tip na balkonu nima ograje. Nemo nekdo, prosim, pove, naj pazi, no. Čeprav je dobrodelen duh zajel pravzaprav vso Slovenijo, po podatkih društva Humanitarček, ena regija vseeno prednjači. Izberemo en nabiralnik, v katerega lahko starostnik vrže nakupovalni seznam, pa potem tisti, ki ima čas, slednje nakupi še skupaj s svojim nakupom in mu nastavi pred vrata. Bili smo zelo presenečeni, ker v enem dnevu smo dobili vsaj 40 slikic iz raznih blokov, reza predvsem štajerskih. Tako je, Štajerska ne izstopa samo po najbolj inovativnih protestih in največjem številu najdenih bomb, pač pa tudi po solidarnosti. Da so fotografije obvestilo o nakupih res iz tega dela Slovenije, niso ugotovili na podlagi IP naslova pošiljateljev, pač pa po vsebini zahtevkov. Na večini naj bi namreč pisalo belo vino, Radenska in pa kar ti piješ, čuj. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.